V Termah Banovci je potekala okrogla miza na temo upokojevanje danes in jutri. Lep pozdrav, cenjene gledalke in gledalci televizije AS. Tako kot zmeraj, tudi današnja oddaja dogodki prinaša aktualne novice iz dežele ob Muri. Ob spremljanju le-teh vam želim veliko zadovoljstva. Predstavniki vlade in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so na okrogli mizi v Termah Banovci predstavili spremembe zakonodaje glede prihodnjega upokojevanja. V Termah Banovci je na pobudo in vabilo Franca Jurša, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, potekala okrogla miza na tematiko upokojevanje danes in jutri. Priznani in odgovorni na vladi, kakor tudi iz družbeno-političnega življenja, so predstavili napovedane spremembe zakonodaje glede prihodnjega upokojevanja. Navzoče je pozdravil gostitelj Franc Jurša, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, ter Slavko Petovar, župan občine Veržej. Zdaj, če govorimo o povprečni starosti pokojnine, moram reči, da ta znaša 640 evrov, kar pomeni 57,4% plače, ki smo jo dobivali v preteklosti. Zagotovljena minimalna pokojnina pa znaša, veste, da smo to spreminjali lansko leto, 531 evrov. Prag revščine v Sloveniji je 636 evrov. Vidite, kako visoko stopnico še imamo do praga revščine, vse tisti, ki imajo tisto minimalno pokojnino. Moram pa vam istočasno tudi povedati, da imamo 620.567 upokojencev v naši državi. Spoštovane udeleženke in pa udeleženci te okrogle mize z naslovom Predlog sprememb pokojninske zakonodaje, dovolite, da vas lepo pozdravim tudi v imenu občinskega sveta občine Veržej in pa seveda v mojem osebnem imenu. Veseli smo, da si je državni poslanec za to okroglo mizo izbral naše okolje, našo občino, naše Terme Banovci. Sama tematika, ki bo obravnavana na tej okrogli mizi, je zelo specifična in se nas tako ali pa drugače vedno dotakne. Tistih, ki smo v aktivnih delovnih letih, se nas dotika v smeri prispevnih stopenj, v smeri plačevanja takšnih in drugačnih prispevkov in že v smeri razmišljanja, kako pa bo, ko bomo se sami upokojevali. Tisti, ki so tik pred upokojitvijo, se seveda največ ukvarjajo z mislijo, kakšna bo njihova pokojnina. Tisti, ki so pa upokojeni, pa se žal vse prevečkrat ukvarjajo s tem, kako preživeti s to pokojnino. Torej je izzivov izjemno veliko za vse generacije, ki smo danes zbrane v tej dvorani. Zato sem tudi vesel, da je odziv vas, spoštovane in spoštovane, tako velik. Slovenska družba je zdrava družba. Kakorkoli nas včasih mediji farbajo s kakšnimi drugačnimi zadevami, zdrava je v vseh pogledih. Zdrava je prvič zato, ker je še vedno prisoten ta medgeneracijski moment, ko mladi in stare, mlajši in starejši čutimo skupaj, čutimo eden za drugega. Zdrava je tudi zato, ker starejši v Sloveniji živijo vse dlje. In če živijo vse dlje, in tudi mi bomo, ko bomo starejši in upokojenci, vsi skupaj želimo doživeti in preživeti jesen življenja na dostojen in človeka vreden način. In prava zakonodaja, takšna, ki bo upoštevala različne momente vplačil, momente socialnega statusa, momente družbene sprejemljivosti, kar pač država lahko preko drugih ukrepov zagotovi, da omogoči bogato jesen življenja za vsakega. Vse to je pa treba sprejeti s konsenzom in seveda tudi nekako povedati ljudem, kar je pa priložnost na takšnih okroglih mizah, kot so današnje. Še enkrat hvala vsem, ki ste si vzeli čas tudi v imenu mojega kolega poslanca. Visoke goste gostimo, nisem jih posebej našteval, še enkrat vsem prijetno počutje, kakor tudi vsem vam, ki ste si vzeli to dopoldne za to, da
ga preživite koristno tukaj v Banovci. Dogodka se udeležil tudi Karl Erjavec, podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za obrambo, ki je spregovoril o pomembnosti reform in predlogov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prvič lahko rečem, da sem kot predsednik Desusa zadovoljen z predlogom sprememb pokojninske zakonodaje. Vi veste, da v preteklosti smo vedno govorili, potrebujemo pokojninsko reformo, ker sicer ne bomo vzdržali. Stroški so visoki in treba je narediti pokojninsko reformo, ki je pa ponavadi imela vedno negativne učinke. Poglejte, kaj se je zgodilo z zadnjimi pokojninskimi reformami. Pokojnine so bistveno padle. Danes govorimo o odmernem odstotku, ki je 57,2, za ženske 63,1. In to je rezultat teh pokojninskih reform, ker se je za cilj izbralo, kako zmanjšati stroške za pokojninsko blagajno, za starejše, za upokojence. In tukaj moram pa reči, da prvič gredo spremembe v pravo smer, da bodo starejši, da bodo upokojenci pridobili nekaj več. Mitja Žiher, vodja sektorja za pokojnine in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je predstavil predloge sprememb v zakonodaji. Mi bomo predlagali v naši zakonodaji, da se tako za moške in za ženske ta odmerni odstotek poviša na 63 odstotkov. Na 63 odstotkov, se pravi, ker so moški danes na 57,25, potrebujemo neko prehodno obdobje, mi predlagamo 6 let, ker veste, da dejansko ne moremo narediti z enega leta na drugo leto takšnega velikega preskoka, s tem bi nekako ne bi bilo zagotovljena neka postopnost, ki je potrebna v našem pokojninskem sistemu. Potrebno je zagotoviti neke manjše postopne spremembe in vsako leto predlagamo, da se bi ta odmerni odstotek povišal za 1%. Potrebno poudariti tudi, da bomo predlagali, da se doda dodaten odmerni odstotek za vse tiste, ki so skrbeli za otroke. Se pravi, ženske so danes deležne neke posebnih ugodnosti, oziroma predvsem ženskem zaradi skrbi za otroke, ker si lahko znižujejo starost pri upokojitvi. Ker veste, da lahko se danes upokojujemo takrat, ko izpolnimo pogoje starosti in tudi pokojninske dobe. Glede na to, da tisti, ki je pač skrbel za otroke, in to je v večini primerih seveda bila v našem državi seveda ženska, si je lahko na ta račun znižala starost in se tako tudi prej upokojila. Ampak kaj je to pomenilo na koncu, da je zaradi tega lahko šla prej tudi v pokojnino in zaradi tega je imela tudi nižje pokojninsko dobo in zaradi nižje pokojninske dobe je imela tudi nižje odmerne odstotke. V bistvu mi predlagamo, da mesto te ugodnosti, da se za vsakega otroka se jim dodatno zviša pokojnina za 1,25 odmernega odstotka. Tukaj bomo nekako poskušali omejiti to za največ 3 otroke, se pravi skupaj 3,75%. Predlagali bomo tudi zvišanje teh odmernih odstotkov za moške in ženske, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe na 29 pa 5. Danes imajo moški recimo 26, sicer imamo tukaj kar lep preskok iz 26 na 29,5, to pa zaradi tega, ker prav zaradi tistih, ki imajo nizke doseženo zavarovalno dobo, da jim zagotovimo tudi neki višjo socialno varnost. Nekako po naših preračunih, tudi s pomočjo SPIZ-a smo ugotovili, da bi do leta 2025 te nove pokojnine bile približno višje za 8%, kot jih imamo recimo danes. Je pa potrebno tukaj poudariti, da bi takšen dvig odmernega odstotka vplival tudi na vse ostale pravice, ki izhajajo iz našega pokojninskega sistema. Tukaj mislim na invalidske pokojnine, na vdovske pokojnine, na nadomestila za invalidnost, kajti v bistvu vse pravice izhajajo iz tega, kakšna je pokojnina, in če torej dvignemo pokojnino oziroma odmerne odstotke pri starostni pokojnini, se to potem veže tudi na vse ostale pravice iz našega sistema. Ob koncu predstavitve, pod kakšnimi pogoji se upokojujemo danes in pod kakšnimi pogoji se bomo po napovedanih spremembah zakonodaje upokojevali v prihodnje, pa je podal Marjan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne dvomim, da bo s 1.1.2020 začelo veljati nov odmerni odstotek, nova lestvica, ker drugače bi ženske padle iz 63,5 na 61,5 in to glede na koalicijski sporazum in prizadevanja strani večine strank v koaliciji
ni dvoma. Zdaj samo vprašanje, ali bo ostalo na 63,5 ali bo 63. Tukaj je en velik korak bolj dostojnim pokojninam in tudi izenačitev moških in žensk pri odmernem odstotku. Dvojni status. A tam je pa, prednosti in pomanjkljivosti dvojnega statusa. Tukaj bom se spustil malo v številke. Takrat gospod Jurša je povedal povprečno, koliko jih je bilo lansko leto. V letošnjem letu, v marcu, 8873 je že uživalcev 20% pokojnine. Jaz mislim, da imamo dobro urejeno, glede na situacijo, v kakršni smo bili. Zdaj je, bomo rekli, pokojninska blagajna v bistveno boljši kondiciji, ampak nikoli ne vemo, koliko časa to traja. In tudi ta predlog od ministrstva bo iz različnih koncev, se pravi, bo dejansko bojo kritike in pozitivne stvari. In teh 50%, ko bi šlo iz 20%, je nekje sprejemljivo. Tudi tukaj vidim to možnost prehoda iz 20 na 50, na 30, 40 in 50. Omejenih teh 50 za 3 leta. Gospod Erjavec je omenil, da bi mogel tudi delodajalec dati soglasje. Tukaj pri 20% in tudi teh 50%, ki jih je prevideno za 3 leta, delodajalec nima nič pri tem. Kar je slabo. Veste, večji odstotek, bolj bojo ljudje ustajali. Kateri bojo ustajali? Bom malo izzivalen. Spočiti. Ali bojo ustajali profesori, sodniki, zdravniki, ne bom rekel, da so zdravniki spočiti ali pa tudi druge. In tukaj bi moral delodajalec imeti to možnost. Ampak zdaj je vseeno dobro, ker je omejeno 3 leta. Po moje oceni, če bi jaz imel tisto besedo, ki bi rekel, dobro je, 1 leto naj še ostane, potem se pa z delodajalec in delavec usedeta in dogovorita, kako naprej. In delodajalci, ki najbolj se strinjajo in pritiskajo na ta dvojni status, kako bo rešil situacijo z premalo delavci, bojo v največji stiski, ko se nekoga ne bojo po domače še mogli rešiti. V penzijo bo pa tišel, ki ga bojo rabili. Imeli smo ZUJF, ki je tudi določil, da po določenem času greš v penzijo. Meni je bilo to zelo dobro. Zakaj? Imel si možnost tudi dogovora. Tistemu, ki ga nisi rabo, je prenehalo, tistemu, ki si ga pa rabo, si pa sklenil dogovor. Ampak tako, kot je vse stvari v javnem sektorju, niso ljudje, nekje niso nobenemu podaljšali, nekje so pa vsem, redko tisti smo bili, ko smo res gledali na to. Tako da tukaj je izredno velika nevarnost. Potem, ko bi po 3 letih prejemanja 50%, pa marsikaj imamo vmes še dejansko bo težav, je pa na delodajalcu, koga bo sprejel. Tukaj so pa sindikati, ki pravijo, ja, tukaj bo pa nelojalna konkurenca, ker se bo lahko nekdo z nekom dogovoril za nižjo dejansko plačo. Zdaj pa čist primer, ki sem ga tudi v časopisih povedal. Rečemo, da ima mladi, ki vstopi v zavarovanje 1000 evrov nete pokojnine, kar ni malo. Plače, se upravičujem, tako daleč, če nismo prišli. Čeprav včasih mladi pravijo, dajte mi v začetka pokojnino, pa potem kam star delal. Se pravi, 1000 evrov, tisti starejši, ker ima že napredovanja, ima rečemo 1500 ali pa celo več. In zdaj si predstavljate, mlajši, ki bi mogoče celo več delal, bi imel 1000 evrov plače, starejši bi imel pa 1500 plače, pa še 700-800 evrov pokojnine. Jaz samo mečem stvari, na katere je treba razmišljati. Ali pa nekdo, velikokrat slišite dolgotrajne bolniške, bo nekdo ostal, pa rekel, bomo bolniški, ki je višja kot pokojnina, pa bom prejemal še 50% zdraven, pa ne bom hotel. Tudi zdaj, ki je 20%, so iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje nas opozorili, gledajte, nekateri so dolgotrajni bolniški,
ne grejo v penzijo in dobivajo še 20%, pa če imajo 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se jim tisto leto šteje 4% točke. Spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujem se vam za pozornost in čas, ki ste ga namenili našemu programu. Želim vam vse dobro in še boljše.